Res je, ob zadnji prenovi je sedmica na nos dobila ledvici sinjega kita in ob tem ste se nekateri pri ogledu fotografije avtomobila zgražali, pa vam povem, da v praksi takole v živo izgleda hudo markantno in elegantno. Je pa res, da z več kot 5,1 metra dolžine je težko nemarkanten, a ne? Ampak sam se bom tokrat držal raje notranjosti, ki je ena sama eleganca. Tole rjavo usnje vse povsod je noro lepo, materiali so zakon, udobje pa je v primerjavi z manjšo petico vsaj 3 nadstropja višje. Če je najboljši v sveti trojici, težko rečem, je pa vsekakor vrhunski. Niti ena sama stvar me ne zmoti. Ok, mogoče le povprečno dobra sedežna masaža, ostalo je tip-top. Sedeža sta udobna, podvozje oponaša jahanje penastih bombonov, zunanji svet utihne takoj, ko zaprete vrata in ko pritisnem na tipko Sport, se celoten karakter avtomobila spremeni in vse skupaj postane bolj ostro. Ampak sedmica tudi takrat ni dirkalnik, čeprav je s tem 235 kW, torej 320 konjskim motorjem in skoraj 700 Nm navora zelo hitra. Tole je stroj za udobno kruzanje pri 200 km/h, seveda na kakšni nemški avtocesti, glede na dolžino pa se presenetljivo dobro znajde tudi na parkiriščih. Pomagajo seveda vrhunske kamere vse naokoli, ponoči pa luči, ki obsvetijo celo srne na sredini hriba, tamle nekje na vaši desni. No, če jim boste v salonu pustili nekaj malega napitnine, vas bo točno takšen stal 165 €. Za toliko denarja pa že mora biti praktično perfekten, a ne?